Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Letošnje prve krvodajalske akcije v Kranju se je udeležilo okoli 100 ljudi, kar je skoraj polovico manj od pričakovanega. Krvodajalci so po svoje tudi trdni, zdravi in zato mislim, da bo rahel usip samo zato. Drugače pa tekoče poteka, ni zastojev, mislim, da tudi usipa je bore malo, je pa utemeljen, seveda, če je posredi bolezen ali karkoli. Tako da bom rekel, da smo s prvo krvodajalsko akcijo v letošnjem letu kar zadovoljni. Spodbuden pa je podatek, da se število mladih krvodajalcev povečuje. Mi imamo zelo dobro sodelovanje z srednjimi šolami v Kranju, tako gimnazija, tako ekonomska gimnazija in še nekatere druge srednje šole, in oni so tisti, ki pa se bolj udeležujejo avtobusnih prevozov na Zavod za transfuzijsko medicino, bodisi v Ljubljano ali pa na Jesenice, in med tem časom moramo v januarju mesecu poudariti, da tudi potekajo tovrstne krvodajalske akcije. Odločila sem se, ker se pač lahko, sem zdrava in mislim, da je prav, da darujemo, da pomagamo tistim, ki pač kri potrebujejo. Kaj mi to pomeni? Sem prostovoljka tudi na splošno pri drugih zadevah in otrokom pomagam razne delavnice in podobno. Se mi zdi, da je tudi krvodajalstvo ena taka fajn zadeva. Zakaj ne bi daroval, če enemu pomagam, ne? To je osnovno, da človek pomaga. Moj poklic mi že narekuje, da pač po poklicu sem policist in od nas se pač pričakuje, da bomo dali svoje življenje za nekoga drugega. In nekako iz tega tudi izhajam, da če že neki lahko dam saj svojo kri. Naslednja terenska krvodajalska akcija bo 6. februarja v Domu krajanov na Primskovem v Kranju, nato sledi že nova v Predvoru. To je letos prvič se bo to odvijalo v občini Predvor in jaz mislim, da bojo ta del zopet doživeli krvodajalci tisto, kar pričakujejo, ker odzivnost za terenske krvodajalske akcije je večja in bomo videli. Že konec marca boste lahko kri darovali v Cerkljah, nato znova na Primskovem. Območno združenje Rdečega križa Kranj bo v letošnjem letu tako pripravilo 10 terenskih krvodajalskih akcij.